To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota so včeraj priredili 97. Vanekov večer. Zaključek priprave strategije regionalnega razvoja Slovenije. Koliko kršitev je bilo v Pomurju na področju uporabe pirotehnike? Gost v oddaji iz našega studija bo predsednik Državnega sveta Marko Lotrič. In še vreme, jutri bo oblačno. Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je včeraj v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota priredila že 97. Vanekov večer. Gost večera je bil novinar in urednik Boris Čibej. 97. Vanekov večer je bil naslovljen z vprašanjem, ali je še upanje za optimizem, mir, miroljubno reševanje problemov, mednarodno pravo in etiko v mednarodni politiki. Po besedah Marjana Šiftarja smo namreč na točki preloma. Stara geopolitika, do sedaj znana ekonomija oziroma način izvajanja ekonomije v svetovnem merilu in strategije ne veljajo več. Zarisuje se nova podoba sveta. Ne pravim nič novega. Liberalni mednarodni red se poslavlja. Uveljavljanje interesnih sfer in prepoznavanje imperialnih interesov najpomembnejših, največjih svetovnih velesil postaja vse bolj očitno. Delitev med dve ali tri svetovni velesili oziroma velesilami. V tej geostrateški konstelaciji Evropska unija ali širša Evropa je porivana vse bolj na obrobje, vse bolj marginalizirana, kar je, po mnenju mnogih, tudi analitikov, tudi utemeljeno poudarjajo, da je to tako rekoč skupni interes tako enih kot drugih, tako Trumpa kot Putina oziroma Združenih držav Amerike in Ruske federacije. Tretji veliki igralec v tem kontekstu, Kitajska, igra po svojo posebno igro, posebno vlogo. S ciljem slabitve, razbijanja Evropske unije in v tem okviru podpore desnim silam v okviru Evropske unije. Gost večera je bil Boris Čibej, novinar in urednik Radia Študent in Mladine, ki kot zunanje politični novinar še vedno piše za Delo. Jeseni leta 2019 se je soprogo preselil v Domanjševce, življenje na podeželju pa mu predstavlja oddih od težkih tem, s katerimi se vsakodnevno ukvarja. Cel kup teh propagand zahodnih služb gonil zadnja leta, mislim, neverjetno, ampak pustimo to, jaz sem se v Goričko predvsem hotel umakniti, to ne pomeni, da se nažalost po cele dneve, dokler sem še v službi, s tem ukvarjam. Samo pa paralelno, pa tudi poskušam že začeti neko drugo življenje po tem življenju, geopolitičnem. Namreč malo se ukvarjati s življenjem tam, s kulturo, malo človek začne takoj raziskovati, kam se je preselil. Ne vem, ni bilo manjše, tam neko kmetijo sem dobil, ki je tukaj velika, da me je prisila, da moram malo renovirati in glede na to, da živali nimam, sem se odločil, da bi to naredil za človeške živali, da se tam družimo in zdaj, kjer so krave, je mali glasbeni klub, pa tudi filmi se vrtijo. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija letos praznuje 30 let obstoja. V jubilejnem letu tako predvidevajo še več dogodkov kot sicer, povezani pa bodo z mednarodno obarvanimi temami. V prostorih Narodnega doma v Mariboru je v sredo potekal dogodek z mednarodno udeležbo Močne regije, Močna Slovenija, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj ob zaključku priprave strategije regionalnega razvoja Slovenije od 2026 do 2050. Ta predstavlja dolgoročen in sistemski odziv na navedene izzive.
Njena ključna naloga je vzpostaviti usklajen okvir za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja ter okrepiti vlogo regij kot nosilk razvojnih procesov, s katerimi se uresničuje celostni razvoj Slovenije. Vzpostavitev nacionalne strategije za skladen regionalni razvoj je šele podlaga za to, da razvojne regije izdelajo akcijske plane, na podlagi katerih bo 12 različnih razvojnih regij, ki jih imamo v Sloveniji, to so te statistične regije, da se razumemo, pripravili za vsako regijo poseben razvojni program. In ta razvojni program bo prilagojen specifikam posamezne regije, kajti ne glede na to, da smo mala država, da imamo 12 razvojnih regij, ima vsaka regija svoje razvojne potrebe. In ko bodo ti programi potrjeni strani vlade, bodo tudi financirani strani vlade, tako iz sredstev iz kohezije, kot iz sredstev iz proračuna. Potem bodo pa ljudje začeli čutiti boljše življenje, čeprav tudi danes sem prepričan, življenje v Sloveniji je kakovostno. Januar je mesec, ko preverimo, kako zgledni smo bili decembra pri uporabi pirotehnike. V naši družbi je Boštjan Sedonja, višji samostojni policijski inšpektor sektorja uniformirane policije Policijske uprave Murska Sobota. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni tudi vi in gledalci te videa. Januar je torej tisti mesec, ko delamo pregled preteklega dogajanja. Koliko kršitev oziroma koliko zlorab pirotehnike je bilo decembra? Res je, policisti Policijske uprave Murska Sobota smo v času od 1. decembra 2025 do 14. januarja 2026 izvajali aktivnosti v zvezi preprečevanja uporabe pirotehničnih izdelkov. Saj, kot je vsem znano, imamo policisti projekt Bodi zvezan, ne meči petard, kjer ozaveščamo širšo javnost o nevarnosti pirotehničnih izdelkov. V tem času, ko smo izvajali aktivnosti, smo zaznali 8 kršitev zakona o eksplozivnih pirotehničnih izdelkih, kar je bistveno manj oziroma kar nekaj manj od preteklega leta, ko smo obravnavali 11 takih primerov kršitve zakona o eksplozivnih pirotehničnih izdelkih. Moram povedati, da smo v tem času zasegli 1855 pirotehničnih izdelkov kategorij P1, F1, F2, F3. Če malo pojasniva te kategorije in katere so bile najpogosteje zasežene? Kategorije P1, F1, to so tiste pirotehnične izdelke, kateri so dovoljeni v skladu z zakonodajo, z določenimi omejitvami, katere moramo spoštovati. Prepovedane so pa F2, F3 kategorije, to so klasične petarde, kot so znane tudi piratke, kobre, itd., itd. Kako resne so lahko posledice neprimerne, neustrezne uporabe pirotehnike? Tukaj lahko povem, da policisti skoraj vsako leto obravnavamo primere poškodb pri osebah zaradi nepravilne uporabe pirotehničnih izdelkov. Tudi v letošnjem letu smo obravnavali dogodek, kjer se je ena oseba hujše telesno poškodovala, in sicer je bil mladoletnik, kateri je pri uporabi dovoljene pirotehnike, kateremu je pri uporabi dovoljene pirotehnike ta eksplodiral v roki in hudo poškodoval desno roko. So mladi tisti, ki najpogosteje kršijo uporabo pirotehnike? Večina primerov je mladostnikov oziroma celo še otrok, so pa tudi kršitelji odrasli. Dejstvo je, da mladostniki in otroci želijo to poskusiti zaradi zabave. Ampak tukaj še vedno moram opozoriti vse ponovno. Ja, poskusiti je zabavno, je pa tudi zelo nevarno. Poleg tega, da pirotehnika življenjsko ogroža uporabnike, lahko povzroči tudi materialno škodo. Seveda tudi pirotehnični izdelki lahko povzročijo materialno škodo. In tukaj skoraj vsakoletno tudi obravnavamo kazniva dejanja, poškodovanje objektov, stvari ali česa drugega, kar je posledica zaradi uporabe pirotehničnih izdelkov. Tudi v letošnjem letu smo na območju Murske Sobote, na območju upravne enote Murske Sobote obravnavali primer, kjer je neznana oseba poškodovala s pirotehničnimi izdelkami kritino terase stanovanjske hiše ter tem povzročila škodo pri lastniku stanovanjske hiše za okoli 1000 evrov.
Kljub temu, da lahko rečemo, da se kršitve pri uporabi pirotehničnih izdelkov številčno zmanjšujejo, vseeno je treba vsako leto ponovno ozaveščati, katere so tiste preventivne akcije, ki jih policija izvaja. Kot sem že uvodoma povedal, je ena od najbolj prepoznavnih preventivnih aktivnosti projekt Bodi zvezda, ne meči petard, kjer širšo javnost ozaveščamo o nevarnosti pirotehničnih izdelkov. Smo pa vse medije v mesecu decembru 2025 povabili na tiskovno konferenco, ki jo organiziramo že vrsto let. Tukaj policisti skupaj z zdravniki, Društvo zaščita živali in gasilci opozarjamo na nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov. Opažamo, da te skupne aktivnosti, katere izvajamo skupaj z vami mediji, pripomorejo k bistveno zmanjševanju teh najhujših posledic pirotehničnih izdelkov. Ne bomo pa zadovoljni, dokler ne bo to v celoti urejeno zakonodajo, da bomo bolj učinkoviti pri preprečevanju vnosa ilegalne pirotehnike. No, sedaj je pod vprašajem tudi novi zakon o popolni prepovedi uporabe pirotehnike. Kaj mislite, v katero smer bo šlo? Upam, da najboljšo. Bomo pa videli, kaj bodo sestavili, pa kakšne bodo predloge glede sprememb. In morda za konec, kakšno je vaše sporočilo staršem, tudi mladim, ki naj gledajo, poslušajo, kajti bližajo se spet prvomajski prazniki in tudi takrat je pirotehnika aktualna. Res je. Naše aktivnosti, kjer ozaveščamo o širšo javnost, o nevarnosti pirotehničnih izdelkov in izvajamo preventivne aktivnosti, nimajo pomena, vkolikor vidne vloge ne odigrajo starši skrbniki, ki se o teh nevarnostih nakupa, uporabe pirotehničnih izdelkov morajo pogovarjati z otroci in mladostniki. Tukaj predvsem imam v mislih, da jih usmerjajo, nadzirajo, opazujejo, kaj njihovi otroki počnejo, naprimer v prostem času, na spletu, internetnem spletih straneh, ali iz šole prenašajo pirotehnične izdelke oziroma nevarne predmete in morajo v teh primerih vseh odreagirati. Vkolikor pa se otrok oziroma mladostnik ne more opreti uporabi pirotehničnih izdelkov, pa staršem svetujemo dober pogovor in dejansko prikaz varne uporabe dovoljenih pirotehničnih izdelkov na tistih mestih, kjer je to dovoljeno, pa pod nadzorstvom, njihovim nadzorstvom, da ne bi prišlo do najhujših posledic, kar bi lahko tudi povzročilo smrt. Upamo, da bodo vaše besede zalegle, da bo v prihodnosti teh pogovorov čim manj. Najlepša hvala za vaš obisk v studiu in vse dobro. Hvala tudi vam. Gost v oddaji iz našega studia bo predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, ki se je v družbi generalne sekretarke Državnega sveta doktorice Monike Kirbiš-Rojs včeraj mudil na terenskem obisku v Moravskih Toplicah. Lahko rečem, da so občine senzor, kako deluje država. Torej, vse prednosti, pa tudi seveda izzivi se pokažejo v občini. Kako delujejo društva, kako se ljudje počutijo, ali so javne storitve dosegljive in kako deluje tudi potem seveda uprava, občinska uprava, kako so ljudje zadovoljni z županom, z vodstvom, z županjami. In predvsem se mi zdi, da na dan pa izbruhnejo vse tiste težave, ki jih občine pač ne morejo same upravljati. In kaj pravi vremenska napoved? Jutri bo oblačno. Zjutraj je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih namerili -3, v Lendavi -1, v Krajinskem parku Goričko pa -4 stopinje Celzija. Jutri bo oblačno, padavine se bodo razširile tudi proti vzhodni Sloveniji in do večera večinoma ponehale, možna bo poledica. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1200 metrov. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti -4, v Mariboru -2, na Ptuju -3. Najvišje dnevne pa v Murski Soboti 5, v Mariboru 6, na Ptuju pa 7 stopinj Celzija.
V nedeljo kaže na oblačno vreme z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo nekoliko spustila. Do ponedeljkovega jutra bodo padavine ponehale, čez dan se bo oblačnost strgala. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med -4 in 2, čez dan pa med 3 in 6 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in srečno do prihodnjič.